digitalno pismenost. Da v bistvu lahko ona ne samo zdaj v času epidemije in po njej, ampak tudi sicer v novem svetu, v svetu novih tehnologij našega medsebojnega razumevanja, komuniciranja, v bistvu premaga neko vrzel osamljenosti. In to, da se je Simbioza odločila o pomoči Googla, da priskoči v tem smislu na pomoč in, če smem reči, pomaga pri digitalni pismenosti, je vsega spoštovanja in občudovanja vredno. Hvala Simbiozi, mi sodelujemo že 8 let, poznam vaše projekte, vsi poskušajo pomagati pri trdnih mostovih med različnimi generacijami. In delate plemenito delo, ki ga prav tako občudujemo. Googlu se zahvaljujem za to, da je razumel ta pomen te akcije. Kot rečeno, ne gre samo še za eno, recimo temu plemenito poslanstvo, ampak za nujen ukrep. To moramo razumeti. Čim več ljudi v zrelih letih, ki doslej ali niso imeli te možnosti, ali niso imeli te potrebe, zdaj nenazadnje tudi nove tehnologije znajo uporabiti za to, da so v stiku s tistimi, ki so jim pri srcu. Gospa direktorica, vam znova znaki občudovanja, vedno je super priti k vam na obisk, kot rečeno, ste mi dolžni na obisk. Ministru pa se zahvaljujem za to, da je prevzel nehvaležno delo v takem nehvaležnem času, to, da kot smo ugotovila, ko ste me obiskali in sem vam za vaš obisk in predstavitev vašega dela hvaležen. Pred vami je nekaj pomembnih nalog in če boste vsaj nekatere izmed njimi o digitalni pismenosti, zlasti starejši sva se posebej pogovarjala, potem boste naredili zelo veliko za našo družbo in za njeno povezanost. Ne gre samo zdaj za neko frazo o povezanosti, ampak za čisto stvaren ukrep, ki bo omogočal, da se bomo sploh med seboj slišali, se pogovarjali in se tudi na nek način v tem smislu razumeli, ostali povezani, ne glede na to, kaj nas čaka, pa zato sami nismo krivi. Se mi zdi, da smo torej priče tukaj na startu učilnice, ki bo šla vse povsod okrog in bo, upam, navdušila čim več starejših ljudi, da se bodo opogumili in se soočili s svetom, za katerega se je zdelo, da je virtualen, ampak je vedno bolj realen. Čestitke vsem, super dogodek, hvala, ker ste bili znova tako prijazni, jaz pa vas čakam v predsedniški palači, da me obiščete. Hvala lepa vsem. Gospod predsednik, hvala. S Simbiozo se bomo torej še naprej trudili prispevati k bolj povezani in vključujoči družbi. V prepričanju, da ima vsak posameznik pravico do digitalne pismenosti, bo Simbioza še naprej nadaljevala s poslanstvom vseživljenjskega učenja in aktivnega staranja preko medgeneracijskega sodelovanja. Dovolite mi, da vas povabim na ogled Simbioza mobilne učilnice in klepet z udeleženci.